Pozdravljen, Aleš. Midva sva v mestni knjižnici v Kranju. Danes je tukaj ena posebna vrsta knjižnice, pa bi nam mogoče povedal, kaj pravzaprav se tukaj dogaja. Danes se tukaj odvija druga živa knjižnica Kranj, ki je namenjena razbijanju predsodkov in stereotipov. En realen cilj je, da se razbijajo predsodki in stereotipi, drugi pa, da ljudem omogočimo, da se pogovorijo z osebami, s katerimi se v realnem življenju najbrž ne bi imeli možnosti pogovoriti. Tako da tukaj ustvarjamo varen prostor za to in ljudje se pogovarjajo ena na ena in to je nekak cel koncept. In kakšni so kaj odzivi na to živo knjižnico? Odzivi, to je zdaj druga živa knjižnica v Kranju, prva je bila polno zasedena, danes je tudi skoraj 25 knjig ves čas izposojenih, ali pa ničkrat več, tako da mi smo veseli vsakega obiskovalca, ko pride, tako da odzivi so dobri, zmeraj nove žive knjige. Se pravi, ljudje se radi tudi kot knjige odzovejo, da podelijo svoje zgodbe, verjetno. Ja, zelo malo jih je odklonil, bom rekel, sodelovanje, tako da nekako prek različnih kanalov pridemo do oseb, iščemo zanimive osebe z nenavadno zgodbo ali pa nekaj, ki je malo izven okvira. Videla sem, da je danes tudi na Metelkovi poteka živa knjižnica. Zanima me pa, na koga se mora človek obrniti, če bi se želel predstaviti kot živa knjiga ali pa živo knjižnico obiskati, če bi današnje dogodke slučajno zamudil. Imamo spletno stran žive knjižnice, ki pa ni ažurirana žal, tako da Facebook je najboljši prostor, kjer se lahko pozanimate, tam lahko pustite sporočilo, da želite biti živa knjiga. Tudi gor so pa objavljeni vsi dogodki, ki je živa knjižnica poteka. Ja, jaz želim vam veliko sreče in veliko obiska, želim vam zadovoljne knjige in zadovoljne bralce. Hvala lepa. Pozdravljeni, gospod Miran Ipavec. Vi ste danes tukaj kot živa knjiga. Povejte mi, kaj je vaša posebnost? Ja, tako, zdaj jaz mislim, da sem čisto normalen človek in da so vsi ljudje na tem svetu, vsaj takrat, ko se jim pokvari avtoštopari, ne? Jaz sem pa tisti ljubiteljski avtoštopar, ki sem toliko preštopil, da bi lahko šel 9-krat okrog zemeljske oble. Se pravi, avtoštop, to je moj vesel. Še vedno štopate? Ja, še vedno. Lani sem celo en velik rekord naredil, ko sem 31 držav obiskal v 10 dnevih. In vsega skupaj je bilo pa kar 40.000 kilometrov, samo lani, medtem ko letos pa malo manj, zdaj imam tudi avtoštoparski muzej na Bledu, tako da se bolj tam zadržujem, tako da bom pa seveda do konca leta še nabral vsaj nekaj 1000 kilometrov. Ja, bravo. Zakaj ste se pa odločili biti živa knjiga? V bistvu jaz mislim, da ljudje radi izvejo od drugih, če je mogoče njihovo življenje malo drugačno, radi malo preberejo tudi take knjige, take misli, ki jih imamo mi, ki smo mogoče drugačni, čeprav mislimo, da smo čisto normalni. In napisal sem tudi svojo knjigo, avtoštoparske zgodbe, pa mislim, da je prav tudi, da sem živa knjiga, da prenesem malo teh svojih izkušenj in teh dogodivščin tudi na tiste ljudi, ki prihajajo sem v Kranj v knjižnico. Vam pa tudi jaz mislim, da je zdaj eno edinstveno priložnost, da lahko knjigo vprašam, kako je zadovoljna z bralci. Ja, moram reči, da so zelo zanimivi in jaz sem sicer prvič tu in definitivno je to zelo dobra ideja. Najlepša vam hvala za čas, pa naj vas lepo berejo dalje. Hvala lepa tudi vam. Pozdravljena, Lea, tudi ti si danes živa knjiga tlele v knjižnici. Povej mi, kakšna je tvoja zgodba? Zdravljena, Natalija, tudi jaz sem živa knjiga danes tukaj v knjižnici in moja zgodba je, kako sem premagala raka s pomočjo konoplje. Kako si zadovoljna z odzivom oziroma z bralci? V bistvu sem kar presenečena, da se toliko zanimajo o tem, pa da tudi toliko nekateri vejo o tem. Se pravi, živa knjiga ni izkušnja samo za bralca, ampak tudi za knjigo. Je tako? Seveda. Zakaj si se pa odločila, da boš danes tukaj na voljo za izposojo? Zato, da ljudem pokažem, povem in dokažem, kaj se vse zmore, če se hoče. Bravo, Lea. Želim ti uspešno nadaljnje branje in
Lep dan. Adijo. Hvala, Tanja. Pozdravljen, Vito. Ti si danes eden najmlajših obiskovalcev, mislim, da te Žive knjižnice. Mi poveš, zakaj si prišel? Ja, pač mene res zanima pač te osebe in pač bi rad spoznal mečken več od njih in mislim pač, da je to res dobro, pa da mečken še kran bolj zaživi. Super. Smem vprašati, s kom si govoril? Ja, iz Indica v Sloveniji, zdaj pa še čakam na druge. Super. Potem lahko rečeš, da je tole krasna stvar. Ja. Odlično. Hvala ti. Hvala vam. Ja, adijo.